Spoštovana predsednica občinske volilne komisije, spoštovani ostali prisotni. Pričenjamo konstitutivno sejo občinskega sveta občine Slovenska Bistrica. Naslednjim dnevnim redom. Dnevni red. Prva točka. Ugotovitev števila navzočih novoizvoljenih članov in članic in članov občinskega sveta. Drugič. Poročilo občinske volilne komisije o izidu volitev članov občinskega sveta občine Slovenska Bistrica na volitvah dne 20.11.2022 in poročilo o izidu volitev za župana občine Slovenska Bistrica na volitvah dne 20.11.2022. Tretja točka. Imenovanje petčlanske mandatne komisije za potrditev mandatov članov in članic in članov občinskega sveta in ugotovitev izvolitev župana. Četrta točka. Poročilo mandatne komisije in potrditev mandatov članic in članov občinskega sveta. Peta točka. Poročilo mandatne komisije in ugotovitev izvolitev župana občine Slovenska Bistrica. Šesta točka. Imenovanje komisije za mandata vprašanja volitve in imenovanja. Moram vas opozoriti, da v dnevnem redu se ne glasuje. In takoj pridemo na prvo točko, to je potrditev za prisotnosti. Opravičeno sta odsotna Iztok Kotenkar in Danica Sagadin Leskovar. Bomo ugotovili navzočnost. Stisnemo. Koliko imamo? Zaključiti testne seje, samo sekundo, bomo. Še enkrat. Bona povedala, da je zopet, ne? Bomo na roke prešteli. Drugo točko. Ja, trenutno nas je 28 prisotnih, zdaj kako gremo naprej ali bomo potem ugotavljali? Dobro, te gremo pa naprej. Gremo na drugo točko dnevnega reda. Prosim predsednico občinske volilne komisije, gospo Jasmino Obrovnik Gril, da poda povzetek poročila rednih volitev članov občinskega sveta občine Slovenska Bistrica na volitvah dne 20.11.2022 in poročilo o izidu volitev za župana občine Slovenska Bistrica dne 20.11.2022. Prosim. Poročilo o rednih volitev članov občinskega sveta občine Slovenska Bistrica na volitvah dne 20. novembra 2022. Na volitvah 20. novembra 2022 je imelo pravico glasovati 21.043 volivcev.
Na podlagi splošne volilne pravice je glasovalo 9114 volivcev oziroma 43,31% vseh volivcev, ki so imeli volilno pravico. Oddanih glasovnic je bilo 9087, veljavnih pa je bilo 8782 glasovnic, kar je 96,64%. Neveljavnih je bilo 305 glasovnic oziroma 3,36%. Posamezne liste so dobile naslednje skupno število glasov. Slovenska ljudska stranka 2415 oziroma 27,50%, Slovenska demokratska stranka 1944 glasov oziroma 22,14%, Gibanje Svoboda 1935 glasov oziroma 22,03%, Socialni demokrati 1090 glasov oziroma 12,41%, Nova Slovenija, Krščanski demokrati 806 glasov oziroma 9,18%, Demokratična stranka upokojencev Slovenije 345 glasov oziroma 3,93%. Slovenska nacionalna stranka 130 glasov oziroma 1,48%, za Ljudstvo Slovenije pa 117 glasov oziroma 1,33%. Število podeljenih direktnih mandatov, to je 18 na ravni občine, je sledeče. Slovenska ljudska stranka 7 mandatov, Slovenska demokratska stranka 4 mandate, Gibanje Svoboda 5 mandatov, Socialni demokrati 1 mandat, Nova Slovenija, Krščanski demokrati 1 mandat. Preostalih 13 mandatov se deli na ravni občine na podlagi seštevkov glasov, ki so bili oddani za istoimenske liste, če so bile le-te vložene v 2 ali več volilnih enotah na podlagi D'Hondtovega sistema, torej iz ostankov so bili na ravni občine podeljeni naslednji mandati. Slovenska ljudska stranka 2 mandata, Slovenska demokratska stranka 3 mandati, Gibanje Svoboda 2 mandata, Socialni demokrati 3 mandati, Nova Slovenija, Krščanski demokrati 2 mandata in Desus, Demokratična stranka upokojencev 1 mandat. Člani občinskega sveta občine Slovenska Bistrica izvoljeni na volitvah 20. novembra 2022 so: Slovenska ljudska stranka Danica Sagadin Leskovar, Marjana Sagadin, Maksimilijan Tramšek, Kristina Pregl, Dušan Leskovar, Modest Motaln, Marko Berdnik, Karl Kaukler in Srečko Juhart. Slovenska demokratska stranka Žarko Furman, magister Karmen Furman, Matej Arnuš, Uroš Klajderič, Borut Furman, Drago Capl in Matej Goričan. Gibanje Svoboda magister Jožica Planinšec Deržek, Domen Korošec, dr. Vito Martinčič, Marjana Brezovšek, Stanislav Zajšek, Istok Danijel Utenkar in Luka Zorko. Socialni demokrati Jožef Majcen, dr. Andrej Godec, Jožef Gorinšek in Ludvik Repolusk. Nova Slovenija, Krščanski demokrati Zoran Košič, Andrej Slaček in Matej Weber. In še Desus, Demokratična stranka upokojencev Slovenije, Ivan Kumaver. To je za občinski svet, zdaj pa še poročilo o izidu volitev za župana občine Slovenska Bistrica dne 20.11.2022. Občinska volilna komisija občine Slovenska Bistrica je na seji dne 22.11.2022 na podlagi zapisnikov o delu volilnih odborov pri ugotavljanju izida glasovanja za volitve župana občine Slovenska Bistrica na volitvah dne 20. novembra 2022 ugotovila: na volitvah je imelo pravico glasovati skupaj 21.043 volivcev. Glasovalo je 9114 volivcev oziroma 43,31% vseh volivcev, ki so imeli pravico voliti. Za volitve župana Slovenska Bistrica je bilo veljavno danih 9087 glasov. Ker so bile prazne oziroma ni bilo moč ugotoviti voljo volivcev, je bilo 182 glasovnic neveljavnih. Veljavnih je bilo 8905 glasovnic. Posamezni kandidati oziroma kandidatka so dobili naslednje število glasov. Matej Španinger 426 glasov oziroma 4,78%.
dr. Ivan Žagar 6205 glasov oziroma 69,68 odstotkov. Ljubo Poles 2032 glasov oziroma 22,82 odstotkov. In Romana Brzin 242 glasov oziroma 2,72 odstotkov. Občinska volilna komisija Občine Slovenska Bistrica je v skladu s 107. členom Zakona o lokalnih volitvah ugotovila, za župana Občine Slovenska Bistrica je izvoljen dr. Ivan Žagar, rojen 12.1.1962, stanujoč Spodnja Polskava 116 Pragersko, ki je dobil večino veljavnih glasov. Hvala lepa. Hvala predsednici za poročilo. Odpiram razpravo. Želi kdo razpravljati? Vkolikor ni, predlagam sprejem naslednjega sklepa. Predlog sklepa. Občinski svet Občine Slovenska Bistrica se je seznanil za poročilo Občinske volilne komisije o rednih volitvah članov Občinskega sveta Občine Slovenska Bistrica, ki so bile dne 20.11.2022. Sporočilo Občinske volilne komisije o izidu volitev župana Občine Slovenska Bistrica, ki so bile 20.11.2022. Glasujemo. Može. Sam već nabijem gledam. Glasovanje je zaključeno, 27 je bilo za, tako da je predlog sklepa sprejet. In na to prihajam na tretjo točko dnevnega reda, to je, nadaljujemo s tretjo točko dnevnega reda, to je z imenovanjem mandatne komisije za potrditev mandatov. Na podlagi dogovorov na pripravljalnem sestanku dne 14.12.2022 predlagam za člane mandatne komisije naslednje kandidate. Maksimilijan Tramšek, predsednik, Ivan Kumaver, podpredsednik, dr. Vitor Martinčič, član, dr. Andrej Goder, član, Drago Capelj, član. Želi kdo razpravljati o predlogu? Če razprave ni, dajem naslednji sklep na glasovanje. Predlog sklepa. Občinski svet Občine Slovenska Bistrica imenuje mandatno komisijo za potrditev mandatov v naslednji sestavi. Maksimilijan Tramšek, predsednik, Ivan Kumaver, podpredsednik, dr. Vito Martinčič, član, dr. Andrej Goder, član, Drago Capelj, član. Glasujemo. Glasovanje je končano, 27 za. Za ozirom na to, da je imenovana komisija za potrditev mandatov, odredim odmor za 10 minut, da komisija na podlagi poročila OVK in potrditev o izvolitvi pregleda mandate in pripravi poročilo. Dobimo se ob 3:30 za 10 minut. Hvala.
Nadaljujemo s 4. točko dnevnega reda. 4. točka pa govori poročilo mandatne komisije in potrditev mandatov članic in članov občinskega sveta. Prosim gospoda Maksimila Tramšeka za poročilo. Spoštovane svetnice, spoštovani svetniki, župan, občinska uprava, lep pozdrav tudi v mojem imenu. Mandatna komisija je ugotovila, da do pričetka konstitutivne seje ni bila vložena nobena pritožba na poročilo občinske volilne komisije o izidu volitev za člane občinskega sveta občine Slovenska Bistrica, ki so bile 20.11.2022 in ni bilo ugotovljenih spornih mandatov. Glede na ugotovljeno, mandatna komisija predlaga, da se potrdijo mandati 31 novo izvoljenih svetnic in svetnikov. Zato predlagamo sklep. Občinski svet občine Slovenska Bistrica na podlagi poročila občinske volilne komisije o rednih volitvah članov občinskega sveta občine Slovenska Bistrica, ki so bile 20.11.2022 in na podlagi potrdil o izvolitvi potrjuje 31 mandatov članicam in članov občinskega sveta. Hvala gospodu Maksimilu Tramšeku za poročilo. Želi kdo razpravljati? Če ne, predlagam, da je naslednji sklep na glasovanje. Predlog sklepa glasi: Občinski svet občine Slovenska Bistrica na podlagi poročila občinske volilne komisije o rednih volitvah članov občinskega sveta občine Slovenska Bistrica, ki so bile dne 20.11.2022, na podlagi potrdil o izvolitvi potrjuje 31 mandatov članicam in članom občinskega sveta. Glasujemo. Okay. Glasujemo. Glasovanje je končano, 24 glasov je bilo za. Sedaj je občinski svet konstituiran, novo izvoljene svetnice in svetniki nastopijo svoj mandat. Mandat dosedanjim članicam in članom pa je prenehal. Čestitke novemu občinskemu svetu. Prehajamo na 5. točko dnevnega reda, to je poročilo mandatne komisije in ugotovitev izvolitve župana občine Slovenska Bistrica. Prosim gospoda Maksimila Tramšeka, da poda poročilo. Mandatna komisija je ugotovila, da do pričetka konstitutivne seje ni bila vložena pritožba na poročilo občinske volilne komisije o izidu volitev za župana občine Slovenska Bistrica, ki so bile 20.11.2022. Glede na ugotovljeno, mandatna komisija predlaga sprejem naslednjega ugotovitvenega sklepa. Občinski svet občine Slovenska Bistrica na podlagi poročila o izidu volitev za župana občine Slovenska Bistrica, ki so bile 20.11.2022 in potrdila o izvolitvi župana, ugotavlja,
da je bil za župana občine Slovenska Bistrica izvoljen dr. Ivan Žagar, rojen 12.1.1962, stanujoč Spodnja Polskava 116, Pragersko. Hvala gospodu Tramšiku, Maksimilianu Tramšiku za poročilo. Želi kdo razpravljati? Ukoliko ne, dajem naslednji sklep na glasovanje. Predlog sklepa. Občinski svet občine Slovenska Bistrica na podlagi poročila o izidu volitev za župana občine Slovenska Bistrica in potrdila o izvolitvi župana ugotavlja, da je bil za župana občine Slovenska Bistrica izvoljen dr. Ivan Žagar, rojen 12.1.1962, stanujoč Spodnja Polskava 116, Pragersko. Glasujemo. Glasovanje je končano. 27 za pomeni, da je gospod župan dr. Ivan Žagar izvoljen za župana. Čestitke županu in prosim za njegovo izjavo. Hvala za besedo, predsedujoči. Najprej vam želim lep pozdrav. Pa glede na to, da ni bilo nobene pritožbe, bi najprej izrekel priznanje občinski volilni komisiji za dobro opravljeno delo. Druga stvar. V nadaljevanju bi najprej seveda čestital vsem svetnicam, vsem svetnikom, ki ste bili izvoljeni na teh volitvah in ste na nek način prevzeli tudi odgovornost za vodenje občine tudi v naslednjem oziroma tem mandatu. Ob tej priložnosti bi se seveda tudi zahvalil svetnikom in svetnicam, da ste potrdili voljo volivcev. Izkoristil bi pa to priložnost tudi zato, da bi se še enkrat zahvalil vsem volivkam in volivcem, ki so glasovali na teh volitvah in dali glas, v tem primeru tudi zame. S tem seveda, da se zavedam, da s tem prevzemam in tudi vsi skupaj, ki smo izvoljeni, prevzemamo odgovornost za vodenje občine tudi v naslednjem mandatu. Mogoče je to priložnost, da se zelo na kratko ozremo v trenutno stanje. Vemo, da v prejšnjem obdobju smo bili priča izjemno zahtevnim razmeram, da ne bom kako drugače rekel, nepredvidljivim okoliščinam, ki so na nek način tudi krojile delo v naši občini. Vendar si upam trditi, in to nam priznavajo tudi drugi, da ne glede na vse zahtevne razmere, izzive, ki so se pojavljali, razvoj občine tekoče poteka in to je pravzaprav zasluga sodelovanja pravzaprav vseh akterjev, ki v občini Slovenska Bistrica delujemo. Torej od tega političnega dela do tudi, jaz pravim, 3 stebrov, ki delujejo v tej občini, torej sodelovanje na tisti, ki delujejo na področju gospodarstva, pa potem civilne družbe, drugega stebra in pa seveda tudi vseh tistih, ki delujejo v sistemu javne uprave. Samo takšno sodelovanje ne omogoča, da razvoj teče nemoteno naprej. Zdaj, kar se tiče razmer v družbi, se te kaj bistveno niso spremenile, stanje je še naprej zahtevno, pravzaprav iz enega zahtevnega obdobja na nek način prehajamo v drugo, razmere so tudi dokaj nepredvidljive, vendar sem jaz tudi prepričan,
da lahko tudi v prihodnje vsi skupaj seveda skrbimo za to, da bo nemoten razvoj občine še naprej tekel, da bomo znali učinkovito odgovoriti na vse izzive, na vse stvari, ki nas lahko tudi na nek način presenetijo. Tako da velja to torej za vse tiste, ki delujemo na političnem področju, kot tudi za vse ostale. Jaz sem tudi takoj po volitvah povedal, da ko se zaprejo vrata volišča, takrat se za mene volitve končajo, takrat naprej je potrebno seveda pričeti naprej delovati za razvoj naših krajev. Gre za razvoj prav vseh krajev na območju naše občine in gre pravzaprav za skrb za prav vse občane naše občine, tudi tisti, ki niso bili recimo na volitvah. To je pravzaprav na nek način naša naloga. No in jaz sem prepričan seveda, da skupnim nastopom, zato velja tudi poziv seveda vsem, ki boste v tem občinskem svetu tudi skupaj z mano politično odgovorni za to, da bojo stvari tekle naprej, torej poziv o sodelovanju. Velja pa seveda ta poziv tudi širše in jaz ne dvomim seveda, da je mogoče na tak način se učinkovito odzivati torej na vse razvojne izzive, ki se bodo pojavili pred nami in da bomo lahko poskrbeli seveda, da bo stvari tekoče tekle. Seveda sodelovanje na tvoren način in v okviru nekih realnih možnosti in danih okoliščin, ki jih pač aktualna družba v danem trenutku seveda omogoča. Dobro vemo, da želje, ambicije so lahko zelo velike, ampak da seveda so, kar se tiče uresničevanja teh želja, če smo realni, obstajajo tudi omejitve, ki bo pač treba vsekakor tudi spoštovati. Tako da bi zaključil s tem, da jaz seveda želim vsem svetnicam, vsem svetnikom, ob tem, da jim še enkrat čestitam za izvolitev, uspešno delo, še enkrat tvorno sodelovanje. Ker pa smo že ob koncu leta, pa smo tudi pred najprej državnim praznikom, vam vsem svetnicam, svetnikom čestitam ob dnevu samostojnosti in enotnosti. Ta čestitka velja seveda tudi vsem občankam in občanom naše občine. Zdaj smo tudi v tem času, ko nas obiskujejo, pa so nas že obiskovali trije sivi, ne mislim sebe izključujem z tega. Zdaj, če vas že eno od teh ni obiskal, ker tisti je že mimo, sem pa prepričan, da od drugih dveh boste pa sigurno deležni tudi tega obiska in da boste tudi v tem smislu seveda nagrajeni. Sicer vam pa želim v prihodnjem letu najprej zdravja vsem, potem pa vse dobro tako na poklicnem, kot tudi ostalem zasebnem življenju. Hvala lepa. Zdaj pa moram povedati to, da zdaj s tem moje delo še ni zaključeno. Namreč imam to nalogo in tudi čast, da vsem tistim, ki ste na novo izvoljeni občinski svetniki za mandat 22-26, podelimo občinske insignije, ki jih določa torej tudi občinski odlok o občinskih priznanjih. Jaz vas bom prečital, ne pa prosim, da tistega, ki ga prečitam, pride, da mu to insignijo podelim. Ta insignija je obvezna na vseh občinskih prireditvah, kar se tiče njene uporabe. In s tem pravzaprav na nek način se izraža tudi pripadnost naši občini. Pa gremo za podelitev in sicer najprej gospa Marjana Brezovšek. Borut Furman. Doktor Andrej Godec. Srečko Juhat.
Domen Korošec. Zoran Košič. Predsedujoči Ivan Kumover. Kristina Pregl. Jožef Majcer. Dr. Vito Martinčič. Magister Jožica Planinšek Derže. Marjana Sagadin. Andrej Slaček. Mateja Weber. In Luka Zorko. Ja, danes sta se opravičila Isto Kotenkar pa Danica Sagadin, ki bodo pa dobili naknadno. Še enkrat hvala lepa in vse dobro. Hvala gospodu županu za njegovo izjavo in podelitev. Prehajamo na 6. točko dnevnega reda. To je z imenovanjem komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja. Na podlagi dogovorov na pripravljalnem sestanku dne 14.12.2022 je bilo dogovorjeno, da se v komisijo za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja predlagajo naslednji člani. Maksimilijan Tramše, predsednik, Ivan Kumover, podpredsednik, dr. Vito Martinčič, član, dr. Andrej Gode, član, Drago Capelj, član. Želi kdo razpravljati? Vkoliko ni razpravljavca, dajem naslednji sklep na glasovanje. Predlog sklepa. Občinski svet Občine Slovenska Bistrica določa petčlansko komisijo za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja v mandatnem obdobju 2022-2026, ki jo sestavljajo Maksimilijan Tramše, predsednik, Ivan Kumover, podpredsednik, dr. Vito Martinčič, član, dr. Andrej Gode, član, Drago Capelj, član. Glasujemo.
Glasovanje je končano. Za je glasovalo 28 članic in članov občinskega sveta. S tem tudi je ta sklep sprejet in s tem tudi zaključujem prvo konstitutivno sejo občinskega sveta občine Slovenska Bistrica v mandatu 2022-2026. Preden pa čisto končam, na koncu vam želim mirne praznike, vesel Božič, srečno novo leto 2023. Hvala.